Drage gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni tudi v današnjem dnevu. Glejte, že tretji dan smo skupaj tega, pravzaprav zadnjega adventnega tedna, čeprav je tretji adventni teden, kajti četrtega letos skoraj ni, je samo en dan. To je najkrajši advent, ki je sploh možen. Tudi danes vas povabim, da stopimo kakšen korak še naprej v razumevanju tega, kaj pomeni roditi Boga v srcu, da se Bog rodi v srcu. Včeraj smo razmišljali, kako se večno rojstvo Boga, Sina torej, ki je večno dogajanje v Sveti Trojici, sploh more zgoditi v človekovem srcu. Včeraj smo ugotovili, da se to lahko zgodi samo v prečiščenem srcu. Torej v srcu, ki ni zapacano z raznimi človeškimi podobami, predstavami, željami, hrepenenji, ki jih pravzaprav vzbuja zunanji svet, ki vzbujajo zunanje podobe. Danes pa si še malo podrobneje poglejmo, kaj lahko človek tako aktivno stori, da svoje srce pripravi za to sveto dogajanje, da se lahko to večno rojstvo naseli tudi v njem. Seveda tudi to, kar moramo mi za to narediti, je milost. Po Božji milosti lahko to pravzaprav počnemo. Zato je prav, da za to prosimo, da bi svoje srce znali in zmogli očiščevati vsega, kar ni Božjega, vsega, kar ne sodi tja, ker v naše srce spada dejansko samo Bog. Ko Bog ustvari človeka, je v njegovem srcu le Božja navzočnost, ki je v njem od znotraj. Na to pa se prične srce polniti s podobami, kot smo včeraj razmišljali, z raznimi vtisi, ki prihajajo van preko čutov, torej od zunaj. Vidite, nekaj se dogaja od znotraj, ampak to, kar je od znotraj, lahko prihaja samo od Boga, ker je samo Bog najbolj notranji nam samim. Vse ostalo prihaja od zunaj. In na ta način vstopajo v človeka, v človekovo srce dobre in zle stvari. No in tukaj se nam že odpira to področje, polje našega delovanja. Ko svojo svobodo lahko odločamo, ali bodo v srce stopile dobre ali zle stvari, torej dobre ali zle misli, dobre ali zle podobe, ki potem prebujajo v človeku tudi misli, želje, hrepenenja, ali po dobrem ali po slabem. Kdor želi, da se Bog rodi v njegovem srcu, mora svoje srce varovati pred zlom. Zlo želi vstopiti. To nam pravi Sveto pismo, že tam od samega začetka, od prvega greha, ko sta Adam in Eva dovolila, da je zlo, ki ga predstavlja kača, vstopilo v njuni srci. Človek pa bi se naj varoval pred tem, da bi zlo vstopalo in odpiral srce, da vstopa dobro. Pravzaprav, da odpiramo srce Božjemu. Kajti samo to, kar je Božje, je vredno, da vstopi v naše srce. Naše srce je tako velika stvar, ki jo je Bog ustvaril, da je vredna samo Boga, bi lahko rekli. Zelo koristno je pri tem, da malo poznamo dinamiko tega dogajanja. Dinamiko tega, kako zlo vstopa v človekovo srce in seveda po drugi strani, kako dobro vstopa v človekovo srce. Tudi tukaj najdemo v zgodovini Cerkve veliko učiteljev, že od cerkvenih očetov, raznih poščavnikov, svetnikov, ki so nam tu utrli pot, bi lahko rekli, in nas učijo duhovnega življenja. In nekateri od teh so prav pripravili nekakšne sheme, kako lahko pomagamo sami sebi pri tem premagovanju zla oziroma onemogočanju, da bi zlo vstopalo v naše srce. Če to vemo in izkušnje vemo, da zlo se trudi vstopiti v nas, potem lahko tudi to preprečujemo. To pa ni lahko delo.
To je gotovo eno najtežjih del za človeka, preprečiti zlu, da v taki ali drugačni obliki vstopa v nas. Poglejmo si danes eno shemo, ki jo je pripravil Evagri Pontski, to je eden izmed vzhodnih cerkvenih očetov, učiteljev duhovnega življenja. On je nekako videl pri tem 5 korakov prodiranja zla v človekovo srce, potem pa tudi dobrega na podoben način. Pa ustavimo se najprej pri zlu, zato ker proti temu se moramo najbolj boriti, da zaustavimo zlo, da ne bi prodiralo v naše srce, v to jedro, v to tega duha, kakor bi Pavel rekel, ne? Preko telesa in duše lahko zlo vstopa v naše srce. No in prva stopnja ali prvi korak tega prodiranja je, pravi Evagri, sugestija. Sugestija je lahko misel, ki se pojavi, vzgib, ki se pojavi, lahko pride preko oči, zagledam nekaj, neko podobo in me ta podoba torej vabi k nečemu slabemu. To je lahko preprosta ideja o slabem, neka želja, ki se pojavi, spomin na neko slabo stvar, ki pa je seveda mi predstavljena tudi nekako kot nekaj dobrega ali vsaj kot nekaj prijetnega in zato me lahko vabi in zvabi. Torej, sugestija, vzgib, neka prva misel o zlu, pa bi, ne, to lahko narediš, to lahko dosežeš, to lahko imaš, to ti lahko da neko zadovoljstvo, ne? Ampak je v bistvu nekaj slabega. Najbolje bi bilo, če bi človek uspel na tej prvi stopni ustaviti, prepoznati to, da je to nekaj slabega, da je to zvijača, tudi če se mi pokaže v liki dobrega, da je to zvijača, ki hoče prodreti v moje srce in tja prinesti nekaj slabega. Če pa ne naredim tega, da takoj presekam to misel oziroma jo odvrnem, pojdi naprej tako, kakor si prišla, nisem te želel, pojavila si se, s tabo nočem imeti nič. Če ne naredim tega, se začnem z njo pogovarjati. Torej, druga stopnja je pogovor. To je notranji pogovor, ne? Ko sam sebi nekako rečem, ja, saj vem, da si slaba, jaz sem škof, zato ne smem tega početi, zato tega ne bom počel. Ampak se že pogovarjam. Na drugi strani se vedno pojavljajo taki odgovori, ja, pa poglej, sej zadnjič, ko si to poskušal, pa poglej, kako je bilo prijetno, ali pa danes si pa res veliko delal, si utrujen, pa si lahko nekaj privoščiš. Tako, gledajte, se dogaja ta notranji pogovor. In ta notranji pogovor že ni več povsem nevtralen. Zato, ker ostajam povezan s to slabo stvarjo, s to mislijo, s to željo. In kakorkoli družim se zlom, čeprav še zavračam to zlo. Ampak sem že globlje z njo, že sem dlje časa pustil, da je delovala name in me počasi lahko usvoji. Če potem v nekem trenutku tega pogovora ne prekinem in izstopim iz njega, se lahko znajdem na 3. stopni. In verjetno bomo vsi lahko rekli, da že imamo kako izkušnjo. Ta 3. stopnja pa je nek notranji boj, ki se začne pojavljati. Ta boj je v tem, ne, da se sicer srce želi rešiti te misli o slabem, ampak hkrati v nekem trenutku pa si človek reče, ja, pa vendar tokrat bi si pa lahko to privoščil. Ne? Sej, ja, pa je res nekaj, lahko to tudi nekaj dobrega. Ne? Bom, ne, pa ne smem, ne bom, sej sem škof, ne smem tega početi. Spravi, enkrat sem z eno nogo na eni strani, potem sem na drugi strani. Ne? Nisem več v nevtralnem področju, ampak sem že malo enkrat na minusu, drugič na plusu. Torej, neko omahovanje se pojavi. Bi, ne bi, bi, ne bi. Ta notranji boj. In to je 3. stopnja, iz katere je še težje izstopiti, kakor iz 2. ali iz 1.
In če še to dolgo vztrajam, dlje časa vztrajam v tem boju, se mi v nekem trenutku lahko pojavi privolitev. Ko torej rečem, in to je 4. korak, ko rečem, ja, bom, takoj, ko bo mogoče. Ali takoj, ali pa takoj, ko bo mogoče, bom to naredil. To je privolitev temu slabemu, ki je s to sugestijo začelo se mi pojavljati v mojem srcu. Torej, boj je srce utrudil in lahko je takrat srce popusti in pristane na slabo, ki se seveda kaže v luči dobrega in nekaj prijetnega, zlasti v obliki kakšnega užitka. In ta privolitev je pravzaprav že tudi moralno zlo, kajti tukaj se pravzaprav začne greh. Prej še ni bilo greha v pravem pomenu besede, zato ker nisem še pristal, ker sem se še boril. Čeprav je za vsak korak bil globlji, manj svoboden, ampak še ni bilo tistega pristanka za slabo. Ko se pa to zgodi, takrat se pa v meni začne tudi greh. No in pogosto potem iz tega dogajanja lahko pridem na 5. stopnjo in ta 5. stopnja pa je strast. Strast pa pomeni, da ko nekajkrat ponovim o isti slabi stvari to pot od sugestije do privolitve, se lahko to zlo tako v meni naseli oziroma me zasvoji na nek način, da potem v naslednjem primeru sploh več ne grem po teh stopnjah, ampak takoj, ko se sugestija pojavi, se tudi že odločim, da bom to naredil. In to imenujemo strast. Rešitev iz tega je dobro, da poznamo to logiko zla, je tako, da se stopamo iz 5. stopnje na 4., iz 4. na 3., iz 3. na 2., iz 2. na 1. in se utrdimo v tem, da zavrnemo to ponudbo že na 1. stopnji. Torej, če poznamo to logiko zla, potem se lažje upremo zlu in vstopamo lahko v logiko dobrega, ki se pa razvija v podobnih stopnjah, a v obratni smeri. Če bi zdaj to malo pomislili, tudi o dobrem, dobro se začne tako, da mi pride misel, sugestija, vzgib, da bi nekaj dobrega naredil, da bi se zgodilo nekaj dobrega. In tukaj pa seveda ne smem zavrniti te ponudbe ali pa, če hočete, ampak se oprijeti te misli, te sugestije in začeti z vso močjo, ki jo imam, poskušati to misel ukrepiti v sebi in jo tudi se z njo pogovarjati in tako stopiti v 2. stopnjo, pogovarjati, kako je dobra, kako jo želim uresničiti, in tako mi bo to pomagalo, da bom vedno bolj gorel za to dobro. In potem tudi v 3. stopnji, ko bo mogoče prišla kakšen pomislek, pa če bom pa to naredil, pa če bom tako dober, pa me bojo pa ljudje izkoriščali. Vidite, to je lahko tako ena potem misel, ki bi me speljala na tej 3. stopnji stran od tega, da bi prišel do sklepa, da bom to dobro tudi zares naredil. In če premagam in nekako ta boj izpeljem v pozitivno, potem pridem do odločitve, bom naredil to dobro in ga naredim, ali pa takoj, ko bo mogoče, sklenem, da ga bom naredil takoj, ko bo mogoče. No, in če to večkrat naredim v isti dobri stvari, potem se v meni ne sproži strast, ampak temu pravimo krepost. Torej neka notranja drža k dobremu, ko več ne razmišljam, a bom, a ne bom neko dobro naredil, ampak takoj, ko mi življenje ponudi priložnost, to dobro tudi uresničim. In gledajte, tako pripravljam svoje srce za to, da se v njem lahko rodi Bog, da Bog lahko izgovori svojo večno besedo v mojem srcu in je prisotna, navzoča in po meni lahko deluje naprej. Tako vam želim v tem dnevu, da bi čim bolj osvojili to logiko dobrega, logiko zla pa v toliko,
da bi se ji lažje zlu izognili, da bi se lažje borili proti zlu. Pa lep dan vam še želim in nasvidenje jutri.